Stanko Verstovšek, je za mene Stanko, je pač človek, ki je v trenutni luči drugačen, kot ga jaz poznam, ker ga poznam pač že vrsto let in tisti, ko zdaj Stanko ta pozna, si pač ne more predstavljati, kaj je on dal pač v svojem življenju skozi, da je tle, kjer je in da je takšen, kakršen je. Stanč je res legenda, lahko rečem. Jaz ga izredno cenim kot prijatelja, ker mi je res, kar se tega tiče, ima vrhunske lastnosti, v prvi vrsti prijatelja. Kar se pa tiče ostalih stvari, pa nenormalno, kako je vztrajen, kako je predan praktično vsaki stvari, ki se jo loti. To je zanimivo pri njemu. Karkoli on v življenju počel, je dal zmeraj 120% in glede tega ima velik respekt od mene. Jaz pravim, meni je to fascinantno, koliko truda on vložil v karkoli se pač loti. Hobiju, ki ga je imel že vrsto let nazaj zdaj, je ogromno dosegel. Praktično je dosegel vse, kar se doseči da. In me ne čudi, da dosega tudi v kolesarstvu to, kar dosega, ker on je z eno besedo ekstremist. Noro. Jaz lahko samo to rečem, da to se že sliši dosti brutalno, ko si pa zraven, ko je težko praktično 24 ur biti samo buden, pa samo gledati, kaj on počne, ne še da pač daš vso to energijo, ki jo on daje, se pravi, da moraš ti 14 ur kolesariti, to dokler uživo ne doživiš, sploh ne moreš verjeti, da je to pač možno, oziroma da ne predstavljaš si, kakšne napore to zahteva. Vedno ve, kaj mu je prioriteta, kaj so mu cilji in vse ostalo, bom rekel, od ljudi do vsega je pač podrejeno in tem cilju. Stanč je preprost, oziroma jaz bom tako rekel, jaz mislim, da se on niti ne zaveda praktično svojih uspehov, da mu ni čisto jasno, kaj počne oziroma kaj vse mu je v življenju že uspel, pa verjetno mu še bo, ampak se pa ne čudim glede na to, koliko on vlaga v to, oziroma koliko mu to pomeni, koliko truda vloži. Mene zmeraj tako impresionira, ko gremo recimo na kavo in mi Stanč pove, pride glih iz treninga in mi pove, da je naredil, ne vem, 70, 80, 100, včasih 400, 500 km. Meni je to tako nepredstavljivo, na dan. To je v eni turi, se pravi, meni kot motoristu se to zdi veliko za en dan, kar si, glede na to, da mora on to narediti na kolesu, je pa sploh nepredstavljivo. Pozdravljen. Pozdravljeni. Ni ravno naključje, da si se mi pridružil v polni opremi. Ujeli smo te namreč ravno na kolesu. Ali te sploh lahko ujamemo kako drugače? Težko. Ja, kar dosti na kolesu, kar vsak dan. Tako da v bistvu tle me najlažje ujamete. Si torej ultramaratonski kolesar. Kaj to pomeni? Ali so posavske ceste dovolj razvejane, da lahko opraviš ves trening na naših cestah, ali moraš pokukati tudi izven teh meja? Rad grem tudi drugam, ampak drugače v Zasavju imamo super ceste. Tako, če primerjam, recimo, zdaj, ko sem bil pač 2 leti na Primorskem, dol se dosti hitreje nasitiš, recimo, ne vem, imaš takoj, da prideš ven z mesta in potem imaš, ne vem, par cest, ko jih potem drgneš gor, dol, do, ne vem, recimo do Rezave skoraj, Tle pri nas pa imamo vse, imamo ravnine, imamo to Krško polje, gor, ne vem, do Novega mesta skoraj, potem imamo lepe, ne vem, hribe, imamo Lisco, imamo Bohor, tako da jaz mislim, da so kar super ceste tle, Pa tudi prometa je manj, ker je, če tako gledamo, ni to toliko naseljeno, kaj jaz vem, kot neka ta večja mesta, tako da je tle kar v redu. Kaj pa zbiraš za trening? Omenil si ravnine, hribovje. Kaj je pomembno pri treningu? Vse ali se osredotočaš? Ja, pomembno, mislim, to je tako, odvisno kakšen imaš cilj, Recimo, ne vem, za katero tekmo se pripravljaš, pa če se pripravljaš za rekord. Rekordi se praviloma postavljajo po ravninah, se pravi, se tudi trenira čim več po ravnem, Ne vem, tukaj, če gledamo Krško, Kostanjevica, Šentjernej,
tukaj imaš super ravnine, se da večina treningov tle narediti. Recimo, ne vem, ko sem se pa za kakšno ultra dirko pripravljal, kot je bila ta Raj, ne, Race Across Italy. Tam je bilo pa ogromno, tudi recimo smo šli preko hribov, preko Apenninov, tako da tam se je treba potem tudi pa treninge prilagoditi, pa dosti na klance tudi trenirati, ne. Čisto za predstavo, koliko kilometrov narediš v enem letu? S kolesom, seveda. Ja, s kolesom jih naredim tam okrog 30 tisoč, ne, zdaj že 2 leti zapovrstjo. Postopno smo šli to gor, ne, recimo, ne vem, ko sem začel bolj iz, bom rekel, iz tega nekega osnovnega kolesarstva, bolj v smer ultrakolesarstva. Prej sem recimo, ne vem, prvo leto 17 tisoč jih naredil, potem 22 tisoč, 25 tisoč, 27 tisoč, ne, zdaj smo pa že na 30 tisoč, ne. Tle nekje pa jaz mislim, da je pa kar meja za nekoga, ki hodi še v službo, ne, že težko pol, kje drugje vidiš, v službi ga ne moreš videti, ne, ker je zaprt, ne. Lahko ga pa vidiš še pa samo na kolesu, ne, in to je to, ne. Pa to je bilo tudi načrtno, torej iz nekega, bom rekla, cestnega kolesarjenja, kronometra v ultrakolesarstvo, je bil to načrten potek ali se je zgodilo samo od sebe, no? Na kak način? Najprej to ni bil načrt, ne. Najprej je bil moj prioritetni šport, bi rekel, je bil kronometer, ne. Jaz sem začel kot kolesar trenirati kronometre in tam sem, bom rekel, pridobil ogromno, ne, tudi kar je pa zdaj pomembno v tem ultrašportu, ne, in sicer dobil sem položaj na kolesu, dobil sem neko hitrost, ki je ti ne moreš recimo samo z dolgimi vožnjami dobiti, jih moraš s kratkimi eksplozivnimi, ne, treningi. In tam sem dobil, bom rekel, tako kot smo rekli, ne vem, aerodinamiko sem pridobil tam, pridobil sem moč. In zdaj smo pa to samo, ne vem, pa smo enkrat prišla z trenerjem na idejo, kaj pa če bi se jaz udeležil DOS-a, to je dirka okoli Slovenije, ne, ki je včasih bila. In ravno tisto leto, za tisto leto, ko sem se jaz pripravljal, mislim, da je bilo to, ja, to je bilo leta 2019, so ukinili DOS, ne, pač organizacijski odbor je razpadel in potem se niso mogli zmeniti in je ta dirka bila odpovedana. In takrat sem pol šel, pa pač smo pa rekli, ajde, popejmo pa smo iskali neko alternativo in sem se takrat pač udeležil tega evropskega prvenstva v 24 urah, ne. Tako da smo pol tako bolj prišli na to, ne. In bil pri tem prvi. Zelo uspešen. Ja. In tudi potrdil še leta zatem? Ja, v bistvu 2020 zaradi covida, ne, pač tega ni bilo. Je bilo pa 2021 pa 2022, no, tako da sem v bistvu zdaj 3-krat zapovrstjo evropski prvak, ne, v 24 urah. Odlično. Hvala lepa. 2 leti nazaj, torej oktobra 2020, Ja. Si pa postavil nov rekord v 24-urnem kolesarjenju. O kakšni kilometrini govoriva? Koliko si prekolesaril takrat? Ja, tu govorimo o kar lepih kilometrih, ne. 914 kilometrov sem takrat prevozil in s tem v bistvu vstopil v klub 900, ne. Mislim, v vsej zgodovini tega, bom rekel, ultrakolesarstva smo 4 na svetu, ki smo uspeli preseči znamko 900 kilometrov. In takrat sem jaz bil pa prvi, ki mi je to uspelo, bom rekel, na cesti in pa zunaj, ne, pod naravnimi pogoji, ne. Se pravi, ne v dvorani, ne v velodromu, ne na stezi, ne. Tako da torej soočen si bil s vsemi naravnimi pojavi, ja, vetrom, dežjem morda? Ja, v bistvu veter je velik vpliv, ne, tam. Dobro, jaz sem imel relativno dolgi krog, ne, 20 kilometrov. To je tako, bom rekel, po eni strani je to dobro, zaradi psihe, ne. Jaz sem že prej izračunal, sem rekel, 45krat moram iti, ne, v tem krogu, se pravi 45krat mimo te hiše, 45krat mimo te njive, ne, in tako si to pol nekje v glavi narediš, ne. In do 45 kar hitro prešteješ, ne, recimo. Okay. Dobro, jaz sem pač en dan štel to, ne, ampak recimo, ne, je kar v redu, ne. Medtem ko pa, če ti to postavljaš na nekih krajših krogih, kar sem tudi pol kasneje, recimo letos na stezi, ne, je pa psihično po moje, mislim, ne po moje, meni osebno, težje, no. Ne, tako. Je pa res, da na daljši krog imaš več različnih vplivov, ne. Recimo en krog 20-kilometrski voziš cirka pol ure, v pol ure vse doživiš lahko, ne moreš verjeti, ne, na 20 kilometrih, ne.
od vetra v hrbet, vetra v prsa, vetra v levi bok, desni bok, dež pada lahko po tebi, ne vem, ni da ni. To je sigurno dosežek, ki te je zelo zaznamoval. Ne samo tebe, ampak lahko bi rekla Slovenijo nasploh. Saj si z njim, s tem dosežkom si se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Ja. Torej v letu 2022 je izšla knjiga, ki govori o tem tvojem dosežku. Kako bi opisal to preizkušnjo? Nekaj si že omenil o tej psihični plati, da moraš biti torej psihično pripravljen, trening mora biti. Kaj vse v bistvu obsega taka preizkušnja v 24, za pripravo na vožnjo v 24 urah? Ja, 24 ur je dolgih, čistko. Recimo, ne vem, zdaj mi kaj reče, pa kaj si razmišljal 24 ur ali pa ne vem kaj. Mislim, kaj sem razmišljal? Razmišljal sem vse, recimo, čisto vse možno. In v redu je to, ne vem, da si nekje, jaz sem bil pač tle, to sem v Prekmurju postavljal in čez 4 vasi sem se nekje vozil, čez 4 vasi. In je v redu, ne vem, vidiš malo ljudi, ne vem, se nekaj dogaja okrog tebe, nekaj se dogaja in misli ti za tisti čas pač odhajajo, bom rekel, lažje to prebrodiš. Čeprav kot glavni fokus je pa še vedno tisti rezultat, ki ga imaš pred sabo, nekje, ko veš, ne vem, glede na treninge, glede na testiranja, ki jih opraviš, glede na posvet s trenerjem, on nekje ve, kaj si ti sposoben, na kakšni moči si sposoben ti v 24 urah voziti in se ti, bom rekel, dosti obremenjuješ ali pa ukvarjaš v glavi s temi številkami na števcu, oziroma tem mini računalniku, in bom rekel tako, da nekako gre to skozi potem. Potem so pa tle še druge stvari, ne vem. V 24 urah moraš ti pravilno se hidrirati, moraš se pravilno prehranjevati. Prehranjevati, govorim v narekovajih, ker recimo jaz v 24 urah nisem nič takega dal v usta, ker bi rabo prigrizniti, to je vse steklo, ker drugače je to, želodec porabi preveč, bom rekel, za prebavo neke stvari. Preveč energije. Ja, tako. Želodec pobere kri iz mišic, da to lahko prebavlja. In tukaj ti pa rabiš kri v mišicah zaradi kisika, zaradi razvijanja moči. Se pravi, čim manj krvi pobrati vse posod, pustijo tam, ko je. Je pomembna prehrana že prej ali samo na tekmi? Vsekakor. Naprej pa mislim, mi bomo pač, bom rekel, trener moj je LCHF usmerjen, se pravi, to je sistem treninga low carb, high fat, se pravi, v fazi treninga zelo malo hidratov uporabljamo večinoma maščobe pa beljakovine kot vir prehrane oziroma vir energije potem. In se pravi, v zadnjih 14 dni pred tekmo se mi zdi, da je pa še pomembno, da še toliko bolj si strikten, zato ker telo je zelo, bom rekel, taka kompleksna stvar. Ti ga lahko zelo hitro na nekaj navadiš, vendar ga lahko tudi pretentaš. In se pravi, zadnjih 14 dni ekstremno posvečamo vnosu maščob in potem zadnje 2 dni pa prekinemo z maščobami, pa dodaš ogljikove hidrate in telo jih čaka in jih res na polno vsrka in se glikogenske zaloge res dobro zapolnijo. Ker recimo, če bi jih pa prej skozi užival ogljikove hidrate, tako da se ve, o čem se pogovarjamo, ogljikovi hidrati so, ne vem, riž, polenta, testenine, kruh, se pravi, to pa jem samo tiste zadnje 2 dni pred tekmo oziroma, ne vem, pred kakšnim projektom, kot so svetovni rekordi pa to. Ja, med samo dirko oziroma med postavljanjem rekorda pa se pravi, tako kot smo rekli, nič, kar se grize, ampak vse, kar se spije. In sicer to so izotonični napitki. Jaz osebno pač uporabljam Cis Beta Fuel, ki se je izkazal kot nek optimalen napitek. In preko teh napitkov, bom rekel, dobim v telo cirka 80 gramov ogljikovih hidratov. Ampak to je pa vse, se pravi, preko bidona, oziroma preko gelov tudi, ko jih še vmes doziram, če pač vidim, da ne vem, v določeni fazi
tekmovanja, bom rekel tam po 14 urah, ne, ti že zelo težko kaj paše sploh in popiti in karkoli, ne, in če pa ti prenehaš z vnosom energije, ne, se bo telo ustavilo, ne. To je glih tako kot avto, ko je tank prazen, je prazen, ne, se ustavi, ne, fertik, ne. Imaš potem neko časovnico, na koliko časa recimo Ja, in uživaš? potem pa recimo gel stisnem, ne, ker gel je pa relativno mala stvar, ne, bom rekel, 3 požirki, pa ti vneseš 40 gramov hidratov zelo na hitro v sebe, ne. Tako da s temi geli, bom rekel, malo dodajamo, če bom rekel, na tekočini pač malo zabušavamo, ne. Tako. Torej sva rekla 24 ur na preizkušnja, to ni malo. Ali vmes tudi počivaš? Ne. 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 Vse, kar počivaš, šenkaš, ne. Se pravi, to je samo izguba časa, ne. In počivali bomo pol, ne. Kako pa ohranjaš koncentracijo oziroma premaguješ to utrujenost? Ti pri tem pomaga mogoče tudi izkušnja v športu, kjer si bil pred kolesarjenjem, torej v športnem ribolovu, tudi tam. Verjamem, da je potrebna koncentracija in tudi nekaj časa traja. Ja, tudi recimo prej sem pač tekmoval v ribolovu, ne, kar je nekje šport, ne, to je, bom rekel, jaz sem tako to gledal, kot so včasih rekli, šport in šah, ne. Tako da bom rekel, da je ribolov mogoče bolj proti šahu, ne. Ja, ampak tam si mogel biti tudi ful skoncentriran, ne, če ti je plovček potopilo, da si zategnil prav čas, ne, takšne stvari. Pa da si, ne vem, na nek, tudi tam si imel neki ritem, ne, recimo, ne vem, točno kako si hrano to za privabljanje metal v vodo, take stvari. Se pravi, to je vse moglo neki časovno biti, ne, in si mogel biti skoncentriran. In tle je isto, ne, po moje tudi, če neke vzporednice dam, ne, tle pa v bistvu tam sem hranil ribe, zato da so pa remale, ne, tle pa hranim sebe, ne, zato da se peljem, ne, da se ne ustavim. Tako da ja, in sigurno imaš tle nekje, bom rekel, glavo, možgane zaposlene, tako da meni se praktično do zdaj ni še nikoli zgodilo, da bi se mi spalo, ne, čeprav to je 24 ur, razen letos na Evropskem prvenstvu, pa še danes nisem našel odgovora, zakaj se je to zgodilo, ne, ampak recimo ob 6 zvečer, se pravi ob 18 uri smo štartali, ne, se je dirka začela, tam okrog 1-2 zjutraj se je meni blazno spalo, ne, in zakaj se je to zgodilo, ne vem, ampak sem takrat prebrodil tisto krizo in potem naprej se mi ni več spalo naslednjih 20 ur, no, tako da. Kakšna je pa recimo razlika v podiranju rekorda v 24 urah in Evropskem prvenstvu vožnje v 24 urah? Ja, tukaj, bom rekel, je poglavitna razlika je ta, da na Evropskem prvenstvu v 24 urah se voziš v skupini, se pravi, to je dejansko cestna dirka, ki pač poteka na neki krožni trasi in je 24 ur traja, ne, in to je edina razlika, bi rekel, med neko cestno dirko, kot jo gledamo po televiziji, ne, Tour de France ali pa te stvari. Tam grejo, ne vem, iz točke A v točko B, ampak isto grupa, ne, bom rekel, skupina kolesarjev, ne. Pač dobro, če kdo pobegne, ne, ampak je možnost oziroma dovoljena vožnja v zavetrju. Isto je na Evropskem prvenstvu v 24 urah. Pri vožnji, ko postavljaš rekord, tam je pa seveda zaveter je strogo prepovedano, ne. Tudi če, ne vem, recimo jaz, če bi dohitel avto pred seboj, ga moram obvoziti, ne, oziroma tudi, če je avto mene prehitel, in tudi, če on zmanjšal hitrost, sem jo jaz mogel zmanjšati, jaz sem mogel držati razdaljo takšno, da on meni ni delal zavetrja, ne, ker je pač potem je vožnja lažja, ne, bi rekel tako. Pa razlika je tudi ta, da jaz recimo, ko sem postavljal svetovni rekord, sem si lahko izbiral uro, kdaj bom začel, ne, kdaj končam se ve, ne, se pravi, ne vem, to je čez 24 ur, ne. In pri Evropskem prvenstvu pa pač organizator predpiše, kdaj bo štart dirke, ne. Recimo zdaj je bilo 2-krat ob 18 uri na petek in se pravi v soboto ob 18 uri je bilo konec, ne. Jaz sem pa svetovni rekord postavljal, sem si pač takrat izbral uro 12, ne. Se pravi, v 12 sem en dan začel, v 12 drugi dan zaključil, ne. To si izbral zaradi kakšnega posebnega razloga? Obstaja nek del dneva, kot je najtežje mogoče? Ja, sigurno, da obstaja. Jaz sem si pač izbral takrat glede na letni čas. Zato, da sem imel, bom rekel,
tem prvem delu čim dlje dan, ne. In potem drug dan, da je čim manj minilo od teme do mojega cilja, no, bom rekel tako, ne. Ker osebno je meni najtežje prebroditi tisto jutro, ko se dani, ne, takrat je, in ko sonce vzhaja, ne, takrat je najslabše, no. In tudi, tako sem se z drugimi pogovarjal, vedno imajo vsi takrat krize, ne. Ne vem, to je že mogoče zdaj malo s psiho povezano, ker pač vem, zdajle bo šel pa sonce gor in zdajle sem zmatran, ne, in najbrž že pol vsi tako razmišljamo in je pač tako, ne. Jaz sem ta svetovni rekord postavil oktobra, ne, in zato smo se takrat odločili, da začnemo ob 12. uri, ne. Zdaj, v letošnjem letu, ko sem postavil rekord na stezi, sem ga pa postavil junija, ki je pa noč najkrajša. In takrat sem se pa pač odločil, da bom štartal kasneje, ne, in sem štartal recimo ob 5. popoldan, ne. Kaj pa vožnja po noči? Vožnja po noči, bom rekel tako, vsem predstavlja najprej nek tabu, misliš, ponoč bo pa zdaj grozno, ne, pa sploh ni, ne. Je ponovadi še bolj mir pa vse. Res pa je, da po noči praviloma pade temperatura zraka in ko pade temperatura zraka pod 20 stopinj, postaja zrak gostejši in počasnejši, ne. To so take malenkosti, ki na koncu lahko fejst odločajo, ne. Ali postaviš svetovni rekord ali ga ne postaviš, ne. In fajn je, da imaš ti čim manj, bom rekel, tega počasnega zraka, ne. Zato je meni osebno najbolj primerno postavljati svetovni rekord junija, ne, ker je najkrajša noč. Ja, to je to, ne. Prej si že nekaj omenil ekipo. Kako pomembna je tudi ekipa, ki te spremlja na takšni preizkušnji? Ja, ekipa je res zelo, zelo pomembna, ne. Zato, ker jaz kot sam, bom rekel, kolesar, ne, imam posla sam s sabo, ne, s svojimi težavami, ne, s svojo utrujenostjo, ne vem, svojimi bolečinami, takšnimi in drugačnimi. In ekipa je pa res zato, da tudi takrat oni opazijo, ne, kdaj je meni težko, ne vem. Potem, da me malo, kakorkoli, kakšna beseda se obrne malo na šalo, ne, in takoj te malo dvigne, zmotivira in greš, ne, ali pa ne vem, ti povejo, dobro ti gre, rezultat je vrhunski trenutno, ne, samo to drž, ne, in to so vse take malenkosti, ki te motivirajo in gre naprej. Ker recimo motivacija je pri vseh teh stvareh definitivno zelo pomembna, ne, ker če greš ti na takšno stvar, pa da nisi nekako motiviran, si pa tudi brez veze, ne, recimo, ne. Boš najverjetneje ti ne bo uspelo, ne. To je prva kot prva stvar, druga kot drugo pa tudi, da imaš, ne vem, v ekipi moraš imeti nekoga, ki skrbi za hrano, oziroma pač smo rekli napitke, jaz sem zato trenerja, in on točno ve, kdaj, koliko, kaj, zakaj, ne. In da jaz ne rabim govoriti njemu, kaj rabim, on točno ve. In on meni samo to poda in gremo dalje, ne. Pa recimo pomemben je tudi mehanik, ne, ker v 24 urah praktično sem vedno še imel neke težave, ali defekt, ali ne vem, neka stvar na kolesu minimalna, in zato, da to res porabiš tisti minimalen čas, ne vem, minutko, če se pač odločiš, da boš šel ti, ne vem, v 24 urah enkrat ali dvakrat odtočiti, ne, da se to takrat rešuje in se pravi, da se res ta minimalen čas izgubiva, ne, da si dejansko ti od 24 ur recimo 23 ur 55 minut, da voziš, ne, tistih 5 minut, da šenkaš, ne, ostalo pa da izkoristiš, ne. Torej, usklajenost je zelo pomembna pri tem. Ja, definitivno. Nekaj sva že omenila glede treningov pa prehrane. Kaj pa je z opremo? Kako je z opremo? Glede na te dolge preizkušnje, tudi za opremo mora biti dobro poskrbljeno. Ja, to sigurno. Rekel tako, jaz sem bil nekje jaz sem prenesel, bom rekel, v ta ultrakolesarstvo sem jaz prišel iz kronometra. In sem jaz prenesel določene stvari iz kronometra v ultrakolesarstvo. In kot opažam zdaj, kasneje, da so, bom rekel, te svetovne zvezde ultrakolesarstva kopirale me in tle si štejem nekaj v čast. Jaz sem recimo prenesel od maksimalno aerodinamiko, govorim glede kolesa, nastavitve kolesa, plus, kar si je sigurno med najbolj pomembnimi stvarmi, dres, ne.
kronometrski dres je izredno mala izguba energije, ne, za veliko hitrost, ne. In to je zelo pomembna stvar. Včasih ni nihče vozil s kronometrskimi dresi. Zdaj, ko vidim druge, ki postavljajo rekorde, vsi imajo oblečene kronometrske drese, ne. Tako da bom rekel, da so tudi te svetovne zvezde tega kolesarstva ultra, ne, opazile določeno stvar, kako sem jaz lahko jih dohitel ali recimo prehitel, in da me kopirajo tudi. Si na nek način postal njihov vzornik. Bom rekel, da sem kar vesel, no, da je pa nekdo še na meni nekaj pametnega videl, no, čistko, ne. Na teh poteh, na teh dolgotrajnih preizkušnjah sigurno doživiš marsikaj. Če ti pade na pamet mogoče ene stvari, kakšna stvar, ki ti je najbolj ostala v spominu, kaj se ti je pripetilo? Recimo sigurno jelen, ne. Jelen je taka, bom rekel, točka, ne, ko so tudi vsi ostali, ki so bili zraven, zapolnili, ne. In sicer, ko sem postavil svetovni rekord v Dobrovniku, tle v 24 urah 2:20, ne, sem jaz šel pač kakšnih 10 dni prej gor, sem se tam malo pogovarjal z policistom, vodjem policijskega okoliša, zato ker da mi je tudi, bom rekel, zagotovil primerno varnost na tistem krogu, ne, v času teh, bom rekel, prometnih konic, ko ljudje hodijo službe, teh stvari. In on me je takrat istočasno v tem pogovoru opozoril na enega velikega jelena, ne, ki tam po tistem območju se sprehaja, ki je prišel z Madžarske, in sicer, da ga lovci lovijo že ne vem koliko časa, ne. In sem jaz rekel, okej, ne. In ti si ga ujel. Sem mislil, kje bo ta jelen mene našel, ne. In res ob ene, ne vem, 1-2 zjutraj se jaz, ko sem se pač peljal, jaz tako slišim ob strani nek topot, ne, ampak meni niti ni bilo jasno, kaj bi zdaj to lahko bilo, in kar naenkrat takole pred sabo vidim jelena, ne. In je tik pred mano glih ta jelen, ne, ki je bil tu neka ogromna zadeva, ne, prečko cesto, no, ampak bom rekel tako, da sem imel srečo, da se nismo našli čisto skupaj, ne, ker ne vem, kako bi to bilo, ne. To je bilo recimo takrat, ne. Letos sem postavljal rekord na stezi, pa tudi sredi noči samo nekaj je počilo, ne, mi nekaj v čelado preletelo in jaz, ker so bili tudi razni gledalci in to, in sem jaz mislil, da se je kaj zajebaval in da je kaj vrgel, ne. In pol kasneje so mi povedali, da sem netopirja zbil, ne. Tako da je počilo netopirju v glavo. To so bila verjetno, v obeh primerih je bilo to nočno srečanje. Ja, vedno. Torej te je malo prebudil, malo te je dal novega zagona, ni bilo negativno, ne. Ne. Se je za vse dobro končalo, razen z tistega netopirja, no. Je tam vsaj bil na tleh. Zdaj v Dobrovniku je bil v bistvu en krog dolg 20 kilometrov. Si pa tudi na tekmah, kjer je trasa raznolika, torej se voziš, ne vem, 900 kilometrov ali pa še več po različnih poteh, torej nikoli ne greš po isti poti. Ja, to je bilo v Italiji, ne, res across Italy, tam je bilo 792 kilometrov, ne, recimo smo šli iz obale Jadranskega morja preko Apeninov na Tirensko stran, tam nekaj časa ob obali in potem po drugi strani zopet na Apenine in nazaj v, bom rekel, isti kraj, blizu Pescara, no, ki je bil cilj. Koliko kilometrov je to res? 792 kilometrov. Pa je to označeno, se lahko zgubiš ali? To je označeno, bom rekel, vsak tekmovalec dobi GPX zapis, to je zapis, ki ga ti preneseš potem na svoj števec oziroma ta računalnik in v bistvu voziš potem, ne. Plus tega ima to potno knjigo, ki se imenuje tudi ekipa, ki ves čas vozi za teboj in te usmerja, ne. Recimo, ne vem, ko prideš do križišča, ti oni lahko naprej, ne vem, po tem megafonu rečejo, ne vem, v krožnem drugi izvoz, ne, pa tako, da te usmerjajo, ne. Kljub temu smo se mi recimo 7-krat zgubili, ne. In dobro, ne, za veliko časa, ne, ampak to je vedno minuta, 2, 3, ne. Na koncu pa, ko zgubiš dirko, recimo sem bil pač na tej dirki v Italiji drugi, ne, zgubiš dirko za par minut, pa vidiš, da si tistih 7 izletov še kako hudo plačal, ne. Ampak dobro, to je pač del tega športa, ne. Kot sva omenila, si v 24-urnem preizkusu podrl rekord legendarnega ultrakolesarja Avstrijca Christofa Strasserja, ki je stal kar 5 let. Ja. Strasser, tudi vemo, da je poznan po številnih dosežkih iz tekmovanja
dirke čez Ameriko, bolj poznane mogoče kot RAM. V Sloveniji je sinonim tega preizkusa zagotovo Jure Robič. Prav tako kot ti, če se ne motim, je začel svojo pot s kronometrom, torej z vožnjo na čas. Imaš tudi sam morda v prihodnje kakšne cilje, da bi se preizkusil v teh daljših vožnjah oziroma morda celo na tej dirki čez Ameriko? Ja, bom rekel tako, Jure Robič, ne, pa zdaj recimo v zdajšnjem času Marko Baloh, ne, to sta sinonima ultrašporta oziroma ultrakolesarstva pri nas. Oba dva večkratna zmagovalca, ne, in ja, tudi vsak ultrakolesar RAM, ne, je nek sveti gral, ki bi ga nekoč mogoče dal to preizkušnjo nekje dal enkrat skozi. Bom rekel tako, no, da sem že malo star, ne, sem že malo v letih in ne vem, ali se bom zasigurno odločil za ta RAM. Vsekakor bom se, bom rekel, prej še odločil za kakšno. RAM je le nekje 8-9 dnevna preizkušnja, še za kakšno krajšo, recimo vsekakor sem mogel odločiti, da sploh vidim, kako bom funkcioniral na teh dirkah, ko bojo 2-3 noči vmes, ne. Taka primerna dirka, recimo nekje kot neka generalka za RAM je res Around Austria, ne, ki glih zdaj poteka, mislim, da se jutri začne. To je nekje 2200 km, ne. RAM je pa 4500, ne, se pravi še več kot enkrat dlje, ne. Ampak na takih tekmovanjih ponavadi spiš, ne? Ja, na takih tekmovanjih spiš, ja, moraš spati, recimo, ali uporabljaš te power sleepe, to so, ne vem, 15-minutno spanec večkrat na dan, ne vem, 2-3 na dan, ali potem tudi že imajo, ne vem, tako, da spi, ne vem, urco, 2 in potem nadaljuje, ne. Ne vem, no, bom še razmislil o tem, ne. Pa tudi, bom rekel, finančni zalogaj za en RAM je kar visok, ne. Trenutno nekje okrog 30 000 evrov, kar je pa kar dosti, ne. Pa bomo videli, ne, če bomo sponzorsko podprti, pa mogoče daj tudi to, ne. Kako poteka to usklajevanje službe s treningom? Vemo, da si v bistvu neprofesionalen kolesar, zraven tudi delaš. Ali je pomembno močno podporno okolje tudi na delovnem mestu? Ja, vsekakor, ne. Če nimaš vsaj malo posluha v službi, je to pol zelo težko, ne. Mislim, ker pomembna stvar pri tem kolesarstvu oziroma ultrašportu je tudi regeneracija. In zdaj, če imaš ti službo, ko si preobremenjen že v službi, potem še treningi, jaz mislim, da pride prej do neke izgorelosti, zasičenosti, ne gre. Jaz bom rekel, da imam srečo, da me v službi kar dobro podpirajo, no. Pač v skladu z zmožnostmi oziroma kadrovskimi potrebami, ne, ker je, kot vemo, je vse posod čezdalje več teh, bom rekel, kadrovskih težav, ne, in se ne more čarati nekdo tam v službi, ne. Toliko nas je, tisto svoje moramo narediti in kljub temu, bom rekel, imam v službi kar še vedno posluh in mi to znese, ne, da lahko in treniram in službo naredim in to je to, ne. Torej zelo veliko pomeni, ne? Ja, ogromno, sigurno. Kaj pa še za konec, če mi zaupaš, kakšni so tvoji načrti za prihodnost, kaj te čaka zdaj? Ne jutri, ne bom rekla jutri, ampak v bližnji prihodnosti. Ja, bom rekel tako, no, za letošnje leto sem se nekje odločil, oziroma s trenerjem skupaj sva se odločila, da bi mogoče še, oziroma nič zdaj tle ni besede mogoče, ne, ker sem že prijavljen, Istra 300, to je cirka, bom rekel, 90-urna dirka, kjer že ime vse pove, Istra 300, ne, se pravi 300 km v Istri, to imam 8. oktobra letos. In nekje mislim, da je to bolj kot ne to za letos. Drugo leto bom pa rekel, da še vedno imam dolg, ne, do svetovnega rekorda v 24 urah na stezi zunaj, ne, na odprtem. In tega rekorda pač sem ga že dvakrat probal postaviti, mi ni uspel. Enkrat sem padel, sem se poškodoval, drugič mi je pač po določenem času se vnela neka mišica, tudi ni šlo do konca. Sicer sem istočasno postavil več krajših svetovnih rekordov, ampak bom rekel, tistih 24 ur pa še ostaja moj dolg, no, in to je nekje predvidoma za drugo leto, ne. Pa RAM, ne. Pa RAM. Pa RAM, V malo
daljši prihodnosti. Tako, to pa. Ja, Stanka, hvala ti lepa. Veliko uspehov letos v Istri in tudi potem drugo leto in na Ramu, ne, če se boš udeležil. In srečno. Hvala lepa.